Ko govorimo o Apple, ko preberemo, ko spremljamo, kaj se dogaja z Apple, bomo našli največkrat tele besede. Inovacije, izboljšave, učinek, sodelovanje, povezovanje. Zdaj, inovacije, če pogledamo že, če bom rekel čisto eno tako preprosto zadevo, ki vsakega začetnika, samo malo, vsakega začetnika že kar precej fascinira, je, če ne drugega to, da ima priključek na magneta. To se do zdaj še ni noben spomnil. Je pa simpatično, ko greš mimo notebooka, z nogo potegneš čez kabel in računalnik ostane na mizi, ne tako kot kakšni drugi, kot štropocnejo po tleh. Torej, razne, to so take malenkostne izboljšave, ki ti kar precej olajšajo vsak dan. Potem, seveda, učinkovitost. Apple zelo močno propagira robustnost svojega sistema, stabilnost svojega sistema in pa na nek način neuničljivost. Morate biti že kar precej nerodni, da vam uspe usod sam računalnik, kar pri konkurenciji sploh ni hudo. Potem povezovanje. Zdaj, če gledamo že znotraj tega inovacije, izboljšave, sodelovanje, to so tudi besede, ki jih boste našli v agendi Evropske unije za nadaljni razvoj in kar nekaj projektov je na to temo, ki se zelo dobro pokrivajo z Applovimi usmeritvami. Potem seveda gre za ustvarjanje, za oblikovanje. Če že pogledate, kako izgledajo vsi ti računalniki, jih je že prav užitek v roke prijeti, brez tega, da še znajo kaj bistveno boljše delati kot ostali. No, seveda, kar se tiče tega, zelo priznana firma, ki že na našem trgu, včasih smo si vsi želeli imeti njihove računalnike, že dizajna svojih notebookov niso 30 let menjali. Tako da tule pa sledijo nekim trendom, ki so všečni tako starim, kot da ne govorimo mladih. Seveda pa povezovanje kot tako in pa objavljanje tega na spletu gre dejansko, ne morete brez tega. Potem, kaj je pa osnovni namen Apple izobraževalnega regijskega izobraževalnega centra, je to, da pomaga učiteljem pri ustvarjanju digitalnih tehnologij in seveda v učnem procesu, potem gradi na znanju in izkušnjah mnogih učiteljev. Marsikdo bi rekel, v Sloveniji to ni problem, vse imamo mi en kup drugih raznih projektov, ki tudi to počnejo. Torej, to poznamo iz našega izobraževalnega sistema, imamo učitelje, mentorje, ki ostale učijo in to že traja kar nekaj let. Ampak v svetu se je pokazalo, da je to prava oblika, to smo tudi pri nas je že, tako da mogoče je v svetu to bolj novost kot pri nas v sami Sloveniji. Gre pa vsekakor za to, da tisti, ki na nekem področju delajo, lahko drugim pomagajo s pomočjo tega, kar je pa res pri Apple zelo preprosto. Torej, to je glavna poanta tega, kajti programi in vse te stvari, ki so pač zraven že pravzaprav tudi zastojn pri Apple, so zelo priročni za sam izobraževalni proces. Potem druga zadeva je, da učence povezuje. Tudi na tem področju imamo tule predstavnika Smepiusa in zelo dobro kolega Robert Marinšek, če tisti, ki ga še ne poznate, ki vodi e-twinninge in te stvari. Oni dobro vejo, kako je to povezovanje bistvenega pomena in je izrednega pomena za, da ne govorimo o Evropsko unijo, ampak celoten svet. Seveda to povezovanje preko takih skupin, torej tudi tisto, kar smo se mišli pred leti, vse šole, tule spoštovani kolegi, ki ste bili v Comeniusu, veste, da to ne gre drugače, kot da to povezovanje delate tudi s pomočjo elektronskih komunikacij, s pomočjo videokonferenc, s pomočjo računalnikov in tako naprej. No, zdaj seveda ti Appleovi programi, ki so zelo simpatični, kar se tiče
recimo tak paket, ki je zraven računalniku, je iLife, iPhoto, iWeb, iMovie, skratka vse na temo multimedije. Nič lepšega kot multimedija, ki je otrokom zelo zanimiva, zelo všečna in seveda preko tega lahko ustvarjajo še posebej fantje, ki se dostikrat ne morejo pojaviti v nekih vlogah pridnih učencev, ampak na področju ustvarjanja z računalniki pa lahko pokažejo veliko mero ustvarjanja, ki se v našem šolskem sistemu mogoče celo ne pozna. Potem druga zadeva je, pripravijo naprimer neki izobraževalni program, pripravijo izobraževalni videofilm, izobraževalno spletno stran in preko tega izobraževalnega procesa se spoznajo samo materijo, spoznajo se s tehnologijami in morajo dobro spoznati, kaj sploh pravzaprav učijo, kaj delajo in preko tega zelo dobro utrdijo to svoje znanje. Seveda je motivacijski faktor izrednega pomena v šoli. Torej, ne more se zgoditi to, torej še imamo vedno kakšne učitelje, ki v pripravu napišejo uvodna motivacija, potem pa rečejo, no zdaj bomo pa ponavljali poštevanko. Hvala lepa za tako uvodno motivacijo, ki je bolj tortura kot pa motivacija. Torej, računalniki pa so lahko zelo motivacijski dejavnik, še seveda, če to vse zavito v lepo in embalažo, pa še praktično pa še deluje.